Portal e-uprava je enotna vstopna točka za storitve javne uprave za državljane. Na voljo je v 4 jezikih: slovenskem, italijanskem, madžarskem in angleškem. Pri dostopnosti lahko spreminjamo velikost črk, kot tudi temo celotne strani. Iskanje po vsebini spletnega mesta je omogočeno z vnašanjem besedila v polje za iskanje, preko klika na vsebine ali preko področij v osrednjem delu spletnega mesta portala. Za vpogled v lastne osebne podatke in oddane vloge se moramo registrirati v Mojo e-upravo, za kar potrebujemo svoj uporabniški račun in digitalno potrdilo ali mobilno identiteto SMS Pass. Več o delovanju Moje e-uprave lahko izvemo v posebnem spletnem vodiču. Na prvi strani lahko dostopamo do aktualnih novic, do opisov postopkov imenovanih aktivnosti, ki jih uporabniki največkrat pregledujejo, in do izpostavljene vloge, ki je v tem trenutku najbolj aktualna. Na portalu e-uprave so vsebine združene v 12 vsebinskih sklopov imenovanih področja. Področja so zaključeni vsebinski sklopi, ki se naprej delijo na podpodročja. Podpodročje zaključen vsebinski sklop razčlenjuje naprej in na bolj podrobne sklope posameznih življenjskih situacij. Podpodročje vsebuje nabor vseh aktivnosti, ki se vsebinsko dopolnjujejo in tvorijo celot. Vsaka aktivnost je podrobno opisana, vključuje pa tudi vse možne načine oddaje pripadajoče vloge, če ta obstaja. Opisi postopkov so prilagojeni tudi za gluhe in gluhoneme uporabnike, za ogled posnetkov pa moramo imeti na računalniku nameščen predvajalnik video vsebin. Pri opisu aktivnosti lahko najdemo tudi informacije o pravni podlagi ter o pristojnem organu. Izbrano aktivnost si lahko dodamo med opomnik in nastavimo datum, ko želimo, da nas portal e-uprava opozori, da na to aktivnost ne pozabimo. Opomnik lahko prejmemo preko e-pošte ali SMS sporočila, odvisno od nastavitev obveščanja. V nogi spletne strani se nahajajo novice, napovednik splošnih dogodkov, objava prireditev in shodov, oglasna deska, koristne povezave in statistika uporabe portala. Med javnimi evidencami si lahko ogledamo evidenco izgubljenih, pogrešanih ali ukradenih osebnih dokumentov. Vpisati moramo le številko osebnega dokumenta, za katerega želimo preveriti, ali je v evidenci. V evidenci motornih vozil lahko preverimo podatke o vozilu, če vnesemo številko prometnega dovoljenja ali registrsko označbo vozila. Tu najdemo številne podatke o konkretnem vozilu, ki so zapisani v registru avtomobilov. Lahko pa preko e-uprave elektronsko podaljšamo veljavnost prometnega dovoljenja. V prostih terminih za opravljanje vozniškega izpita lahko preverimo, kateri termini so prosti za preverjanje znanja teorije in vožnje v življenjem kraju. Podatki so informativne narave. K teoretičnemu in praktičnemu delu izpita se prijavimo na upravni enoti. V opisniku morskih čolnov lahko v javni evidenci plovil po vpisu registrske označbe ali imena plovila preverimo podatke o življenjem plovilu. Lahko pa preko portala e-uprava dostopamo tudi do drugih javnih evidenc. V zavihku Pomoč pri uporabi portala najdemo koristne informacije o priporočeni opremi, ki jo potrebujemo za optimalno uporabo portala. O uporabi Moje e-uprave, elektronski oddaji vlog, elektronskem podpisu, načinih uporabe ter mobilni identiteti SMS Pass. Veliko informacij o delovanju in uporabi portala e-uprava je podanih tudi preko video vsebin. Nekatere vsebine so podprte tudi z vodiči, ki nam pomagajo pri določenih življenjskih situacijah, kjer je potrebno opraviti več različnih postopkov.